kasno je uzaludno, sve je dublji jaz. Po poročanju tiskovne agencije Gosta megla se večina Balkana še naprej sooča s težavami, ki jih je povzročilo obilno sneženje. V Srbiji so zaradi snežnih zametov v nekaterih predelih razglasili izredne razmere. Poročila o tem, kakšne so vremenske razmere pri nas, zaenkrat še nismo prejeli. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Kot rečeno, uradnih poročil o vremenu pri nas zaenkrat še ni. Očividci pa zatrjujejo, da je od sobote nad Slovenijo spet modro nebo in rumeno sonce. A ne bo dolgo, nas tolažijo zdrave sile kontinuitete. Nekdanji ustavni sodnik in profesor na pravni fakulteti Lojze Ude že resno računa na konstruktivno nezaupnico, ki je legitimen instrument za prevzem vlade in dobra strokovna podlaga za izvedbo sončnega mrka. Na usodne vremenske razmere se tokrat izjemoma ni odzval upokojeni predsednik države Milan Kučan, ki je sicer znan po tem, da se v 3. življenjskem obdobju aktivno udeležuje delavnic oblikovanja oblasti. Bolje obveščeni zatrjujejo, da je tokrat akcija izostala, ker v Murglah Kučanu prav te dni montirajo senčila. No, še preden je Slovenijo zajelo prej omenjeno območje sončnega vremena, se je na Facebooku pojavila skupina, ki nasprotuje temu, da bi koalicijo sestavljal Janez Janša. Zato so somišljenike pozivali na shod pred poslopjem parlamenta. Ob sobotnem glasovanju za mandatarja se je tam zbrala nepregledna množica državljanov in državljank, sestavljena iz 2 protestnikov. Razlog, da protestnikov ni bilo več, je podtalno delovanje multimedijskega centra RTV Slovenija, ki je pod zahrbtnim urednikovanjem Uroša Urbanije že kak teden pred dogodkom širilo vesti o zdravju močno škodljivem mleku in mlečnih izdelkih. Čeprav skladišča slovenskih mlekarn zaradi velikih zalog kar pokajo po šivih, si državljani in državljanke, ki so vdani Zoranu Jankoviću, zaradi omenjene zločinske protipropagande multimedijskega centra, niso upali začeti z jogurtovo revolucijo. Da bi preprečili nadaljevanje surovega vpliva na politično dogajanje, je programski svet RTV sprejel, nadzorni svet RTV pa potrdil statut zavoda, ki bo omogočil reorganizacijo spornega multimedijskega centra, s položaja pa bo odnesel tudi urednika Uroša Urbanijo. Kaj pa ti vriskaš, kaj pa ti piskaš, mladi pastirček našim ovcam, kaj bi ne vriskal, kaj bi ne piskal, zato piščalko svojo imam. Več ne boš vriskal, več ne boš piskal, mladi pastirček našim ovcam. Naše novice, naše resnice mi sporočimo svojim ovcam, mi sporočimo svojim ovcam. Mnogi menijo, da je odločitev sveta RTV škodljiva, saj spada multimedijski center med najbolje obiskane spletne strani v državi. Prav to je razlog, da je MMC tako moteč. Očitno je namreč, da gre za nelojalno konkurenco tiskovni agenciji Gosta megla, ki je v Sloveniji edina pooblaščena za objektivizacijo dogodkov. Magla svuda, magla oko nas, iz
daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas, prekasno je, uzaludno, sve je dublji jaz.